Tako, dragi romarji, dragi brežičani, vesel sem, da lahko danes ob tem dogodku še zraven otvorimo to razstavo. Zelo sem vesel, da imamo v Brežicah te razstave na različnih koncih, da lahko tudi mlajše generacije malo kdaj pa kdaj pregledajo stvari, kakšne kot so bile nekoč, da se seznanimo, kdo so naši predniki, da se seznanimo, kaj so naši temelji in tako lahko potem tudi mi lažje živimo naprej iz teh temeljev. Današnjo razstavo sta pripravili doktorica Ivanka Počkar in Alenka Černelič-Krošelj, tako da jo lepo vabim k besedi. Najlepša hvala predsedniku našega društva 1824 Juriju Žnidaršiču. Mogoče opazite, številka v našem društvu je bila zelo pomembna lansko leto, ko smo proslavili 200-letnico prve šolske zgradbe v Brežicah. Pa lani je bilo tudi 260 let naše cerkve, ampak ki pa letošnje leto posvečamo, se ni nujno, da vse na obletnicah. Jaz sem pa zelo hvaležna, da pri vseh teh naših raziskavah in potem predstavljanju dediščine našega mesta, naše župnije, naše skupnosti sodeluje tudi doktorica Ivanka Počkar in danes ima to nalogo, da predstavi, kaj je na teh panojih oziroma kako smo to pripravili. Prosim. Jaz držim. Pred 98 leti je v cerkvi Svetega Roka v Brežicah imel novo mašo Janko Kokošinek, duhovnik iz Šmartnega. Bil je načak brežiškega župnika Josipa Mešička. In ob priliki svoje biserne maše leta 1983 je zapisal sledeče. Novo sveto mašo sem imel v Brežicah, kjer je bil moj stric, mamin brat, Jožef Mešiček, župnik, dekan in častni kanonik. Žal pa je 10 dni pred novo mašo umrl, to je bilo leta 1923. Ker je bilo za mojo novo mašo že vse pripravljeno, sem jo imel tam 23. septembra, ko je bil župni upravitelj Karl Arlič. In ko je za to novo mašo izvedel sedanji župnik v Brežicah, gospod Milan Kšela, me je tako dolgo prosil, naj imam tudi biserno mašo v Brežicah, da sem mu ugodil in tam slovesno maševal 16. avgusta na god Svetega Roka, ko je tam veliko romanje k Svetem Roku, k podružnični cerkvi in sem tam maševal. Vse je bilo zelo slovesno pripravljeno. Gospodu župniku iskrena hvala, tako je zapisal leta 1983. In danes na Rokovo je ob 10. uri maševal v tej isti cerkvi Fonzi Grozdek, ki slavi diamantno 65. obletnico mašniškega posvečenja. Jutri pa bo maševal pater Ivan Herceg, ki obhaja srebrno 25. obletnico mašniškega posvečenja. Ob romarski cerkvi Svetega Roka in po mestu je bilo praznovanje Rokovega stoletja tesno povezano z romarskim vrvežem in z velikim sejmom vzdolž glavne mestne ulice. Tu so brežiške gostilne postregle tudi s Tellerfleischem. Danes malo kdo od vprašanih ve, kaj je to. Ravno prej sem z enim gospodom govorila iz Krškega, je bil, ni ga več tukaj, pa sem ga vprašala, ali morda ve, kaj je to Tellerfleisch, pa seveda ni vedel. Zato sva s kolegico Alenko Černelič-Krošelj leta 2014 ob 250. obletnici cerkve Svetega Roka se odločili, da bi nekako oživili spomin na to nekoč priljubljeno in značilno romarsko jed v Brežicah, o čemer tudi govori en del panojev tukaj na razstavi. Ob sejmu okoli cerkve, ki spet iz leta v leto narašča in za lepše praznično vzdušje, torej goveja juha s koščkom govedine. Vabljeni k stojnicam z izdelki in pridelki naših domačih ljudi in pogledu razstave o praznovanju Rokovega nekoč in danes. In hvala vsem, ki ste prispevali k dogodku. Najlepša hvala, Ivanka. Zdaj imam pa eno posebno presenečenje zate.
prosim Filipa Ferenčaka, ki je zvezda naše razstave, ena izmed zvezd, da ti v zahvalo podari nekaj prav njihovih Ferenčakovih izdelkov. Tako da, če boste našli Filipa, dobite nagrado pri Filipu. Prav, Filip. Hvala, Filip. Jaz bi pa samo še to rada povedala, da imamo pri Rokovi cerkvi tudi te dve nove klopi z mizo in stoli. To je pa prispevek naše krajevne skupnosti mesta Brežice, ker je to resničen lep, krasen mestni prostor in je bila ta priložnost, da smo ravno za ta čas tudi priskrbeli za nove klopi. Danes nista dovolj za vse, ampak recimo, da je to tako za nas meščane, kot za vse romarje, ki pridejo k nam, da si potem odpočijejo, ne, in da lepše preživijo v senci teh naših brežkih dreves. Tako, boste še vi nekaj povedali? Super. Svete, seveda. Še gospod Milan Kšela. Tako, boste odprli razstavo, pa vi slovesno, prav? Ne? Niso, ok, dejte. Intermet. Spoštovani vsi navzoči, veliko veselje mi je, da smem tudi ob tej slavnosti današnjega letošnjega Rokovega na sveto leto vas vse pozdraviti. In tako malo za dobro voljo, snoči, ko smo imeli že tukaj sveto mašo pred Rokovim, še na račun Marije Vnebovzete, smo potem se tu na enih par se nas je tule vsedlo, pa smo te mize že zapili. Tako da zdaj se nadaljuje. To je malo za dobro voljo, resno, pa tako svečano povabilo oziroma predlog bi pa imel, da kakor se je zgodil pri Padni cerkvi 200 let osnovne šole, tako. Tam je išla brošura, oziroma najprej bila razstava, potem pa je išla brošura. Jaz sem za to predlog dam, če bi se ta razstava tudi oblikovala v brošuro in če bo gospod današnji diamantni mašnik za to, da bi mogoče njegovo ali pa vse del njegove pridige tudi v tej brošuri objavili. Hvala lepa. Najlepša hvala. Predlog sprejet, da ve se, kdo mora to narediti, da nič v redu. Hvala lepa vsem, ta uradni del je zdaj zaključen. Vabimo vas na Telefleisch, malo boste mogli še ostati. Pripravljeno je tudi pecivo. Ja, blagoslov, seveda bomo najprej. Ja, to pa res, ja. Ja. Pripravljeno je tudi pecivo iz pridnih rok naših žensk, pa tudi vino, tako da se lahko družimo.